Ljudje in ljudje, ne poslušate 60. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, onstranzemeljski, bionski, odred demiurgov smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Jaz bi na ti točki sam rad opozoril, da smo bionski, če ne razumete, poiščite v SSK-ju, nima to nič z Beyoncé. Tudi tokrat imamo pred mikrofonom gostjo, namestnico agentke, ki sicer ni prvič z nami, je pa, če se ne motim, prvič samostojna gostja. Je res, Ana? Mislim, da si bila v novoletni tisti epizodi. Ja. Pa Oskarjih. Po Oskarjih, ja. No, se to je novoletna epizoda, tako nekako. Ja. Skratka, Ana Šturm je z nami, filmska kritičarka, glavna urednica revije Ekran. Čestitamo, Ana, to si še dokaj sveže, no? Hvala. Čakaj, to je bila zdaj prva tvoja številka, ne? Ne, druga je že. A je že druga? Ja, Kako hiter čas prečas. leti. Obema nama očitno, ja. Sodelavka Slovenske kinoteke in predvsem ena od glasov prijateljskega filmskega podcasta Film Flow, ki se je po daljšem premoru ravno pred nekaj dnevi vrnil med žive. Skratka, Ana, kako si? Pa dokler so kini odprti, še v redu. Pa bomo pa videli. Se pravi, še en teden si v redu, lepo. Kaj sem te hotel vprašati? To zdaj, da ste s Filmflowom, se pravi nazaj, to epizodo, to pomeni, da ste zdaj redno nazaj, ali kako? Ja. Mislim, zdaj smo redno nazaj, tako da tudi če se zaprejo kina, upam, da ne, bomo pač redno. Ampak to pomeni, da si ti snemale naredila oddaje. tisto vmes, kar si hotela narediti vmes? Neki sem že, neki pa še nisem. Neki pa me še čaka, ampak pač obljuba dela dolg, ne, kakor pravijo, tako da mislim, v resnici smo tudi kar pogrešali se malo dobivati, no, tako da je tudi ta prva epizoda je bila zelo fajn, čisto zato, da smo se vrnili nazaj v ta moment, ko se res usedeš za mizo in pač pogovoriš o par filmih, tako da je super in se veselimo. No? Tudi za naslednjo epizodo že vemo, kaj bomo delali, tako da lahko kar povem, White Riot, Super. ki bo na sporedu v okviru Kinotripa, tako da se že veselimo. Drugače tudi kaj pride, White Riot? Zna biti, da bo pol še kakšna projekcija ekstra v Kinodvoru. Nisem ziharno, nisem se toliko pozanimala, ampak mislim, da se ga bo tako ali pa drugače dal kje videti. No, to je super slišati. Glede, tudi mi pogrešamo konkurenco, ne moramo biti edini podcast o filmih. Mislim, tako je, mi to je nehal gledati stvari, Igor je tam čisto razpustil, mislim, kar neki, no, mislim, ne gre tako, fante, dajmo se zresniti, no. 60 epizoda je 5. epizoda 3. sezone, sploh ne vem zakaj in komu na čas to štejem, ampak štejem. Posvečamo jo eni od najbolj vročih serij ta trenutek. Najbolj vročih? Ja, kar jih ni tok, ampak to, prvi sezoni... Dogaja se na mrzlem planetu. Prvi sezoni znanstveno-fantastične serije Raised by Wolves, oziroma uradni naslov je Volčja vzgoja, mi smo pa to seveda prevedli kot vzgojeni v vuku jebini in se prevečujem za grde besede. Je bila navdušena, zaradi tega, ker ako so se pogovarjala, je šel najbolj na živce ta prevod, ki je totalno na prvo žogo. No super, evo Maja, gledaj, samo zate, jaz se trudim tle, no. Se vem, da una dva me ne centa, ampak skratka, pri nas jo gledate lahko na HBO Go, zaenkrat HBO Maxa še nimamo, ali karkoli tist pa če, HBO Go je vaša stvar, če spremljate, če bi radi gledali. Skratka, če serije še niste gledali, potem za vas velja standardno opozorilo, da bo ta epizoda vsebovala kvarnike, ne se nam pol hoditi jokat, noč vas ne bomo šparali. Kot vedno ne bo pomagalo niti, če si zatiskate ušesa na določenih delih, ker bomo kvarili skos in počes. Če ste pa serijo gledali, ne bi smelo biti težav s tem, razen če niste vsega razumeli. Vsekakor pogumno nadaljujte. Če bi raje prej pogledali, storite to čim prej in se k poslušanju te epizodi vrnite pozneje. Ne nazadnje, že naslednji teden načrtujemo izid 61. epizode, tako da ne boste dolgo brez, lahko tole za trenutek ali dva preskočite. Seveda pa je vprašanje, ali boste do takrat uspeli pogledati tisto, kar bomo obravnavali takrat, ker tudi mi nismo prepričani, če nam bo to ratalo, kajti serija je medtem, ko snemamo danes v petek, ravno danes zunaj šele. Igor, koliko delov si že pogledal? 2 mi, Filip. Jesus Christ, heca se. Kaj? Pogledal si že.
Kero? The Haunting of... A ja, ne, ne. Boj si govoril. Ne, pa če snemamo... Igor sploh več ne ve, kaj snemamo. Haunting of Bly Manor nisem še pogledal nič. Okay. Skratka, grozi nam drugi val, podnebne spremembe so izginile samo z novic, v resnici so še vedno tam in mi bomo danes reševali človeštvo. Maestro, pospremi nas z epsko glasbo. Raised by Wolves, skratka, volčja vzgoja, vzgojeni vukojebini, od 3. septembra do 1. oktobra je bila na HBO Max, oziroma pri nas Go, mislim, da kak dan pozneje, ne, bilo tako nekako, z enim dnevim zamika. Kreativni vodja serije je bil, je Aaron Guzikovski, scenarist Prisonersov iz 2014 filma, skratka, Film, ki ga je režiral Denis Villeneuve. In je zelo fin. Tako, če mislim, če rabite kakšno priporočilo. Razne eno malenkost, no vedno s tem filmom, in to je glih Guzijovski problematičen, kako v tem mestu lahko ugrabijo toliko otrok in še vedno ljudje hočejo živeti tam? Glej, se tudi mi v Sloveniji še vedno živimo, pa... Ampak krasen film. Ugodna davčna klima. Ja, mogoče. Tax heaven, malo si pozava. Ljudem je tudi ekonomija važna, ne samo otroci. Prvi 2 epizodi je režiral drugače Ridley Scott. Mislim, da veste, kdo ta model je. On je tudi glavni producent serije, zato se o tej seriji bolj ali manj govori v povezavi z njim. Sicer pa sta epizode režirala med drugim, jaz sem 2 imeni ven potegnil, Luke Scott, ta primek nam je malo znan, pa ne bomo drugače, posnel je Morgana iz 2016, jaz nisem gledal tega. Tudi temu filmu so rekli nepotizem. No, in pa Sergio Mimica Gezan, oziroma Srdjan Mimica, ki je posnel 3 epizode serije The Terror, do zdaj serijo, ki smo tudi obravnavali že, pobrskate po naših starih epizodah, ter miniserijo The Pillars of the Earth, ki jo je mogoče marsikdo gledal, ker je bila na RTV Slovenija. To je to, ker sem jaz pripravil sinopsis, bom še kar jaz. Če boste bi mi radi kaj dodali vmes, seveda dodajte vmes. Sinopsis serije za vse tiste, ki poslušate do zdaj, pa še niste gledali, pa boste mogoče vas bo sinopsis pripričal v to, da prekinete in gledate. Skratka, človeštvo je razklano v vojni med ateisti in verniki in se skuša rešiti z izselitvijo na drug planet. Nek ateistični genij tja pošlje par androidov, mati in očeta, s človeškimi fetusi, ki naj bi jih vzgojila in ponovno začela človeško raso. Verna stran pa pošlje tja kar celo vesoljsko ladjo s svojimi najzvestejšimi privrženci. Boj se na to nekako nadaljuje na tujem planetu, tam pa ga še dodatno zakomplicirajo neke skrivnostne razmere, domorodska bitja, dodatno se pa stvar zaplete, ko se izkaže, da je stvarnik androidov imel v resnici popolnoma drug načrt, ne le preživetje človeštva, temveč tudi njegovo evolucijo. Jaz sem se pripravil, pa se mi zdelo. Zakaj maneš roke? Tega folk ne vidijo. Pa jaz se počutim tako. Ampak se ti zdi, pa dodam mojemu performansu. To je res, ampak se ti zdi, da je tukaj v resnici tale stvarnik Campion zadaj za tem, ker lahko da je kdo drug, si ne veš. Ne vem, Glej, jaz mislim, da je on. Jaz mislim, da je to tako simpel. Skratka, igra cel kup ljudi, jaz večino teh ljudi ne poznamo nikoder drugot. Igor, si ti prepoznal koga? Tega, kaj že je? No, razen... Travis Femela, ja. Ja, iz Warcrafta. Pa iz Vikingov. Jaz nikoli nisem gledal Vikingov, ali si ti gledala Vikinga, Ana? Jaz sem velika fenica Vikingov. Aha, in so super. Super, pač koljejo se skozi. Skozi teče kri. In to imaš bojevnic, kar ni v drugih teh serijah, ne? Ampak spet ne pretiravajo s tem, mislim, je še vedno mislim, zelo so fajn napisani liki, zelo so fajn napisane tudi zgodbe, itak je, pač predvsej se naslanja tudi na pač čisto realne zgodovinske dogodke, produkcija je meni res super, je pa tega zdaj že kar veliko, mislim, da je nekih 6 sezon.
Je pa, mislim, to mi je bilo zanimivo, ne? Ker v bistvu pač v tej seriji je ta lik Travisa Fimmla oziroma Markusa oziroma Caleba, who knows, je pač identičen, kot je v Vikingih. Ne? Mislim, pač, kada je v bistvu samo, ne vem, pač ta scenarist nekako se odločil, ta lik sta mi všeč, dajmo ga sem prestaviti. Zdaj ne vem, mogoče tudi Travis Fimmel ne zna igrati, pa igra pač spet tega Vikinga. Tako da ne vem, ampak tudi, veš, čisto vizualno zgleda isto, ne? Pač ima identično vizualno podobo, ne? Frizuro, brado, nek mal je skozi umazane, neke brazgotine ima, tako da ne vem. To pa je dosti prvo žoga, ja. Ja, drugi igralci pa so v glavnem lokalno zgolj delali. Tale Amanda Collin, ki ima najbolj angleško ime, ampak je Belgika. Mislim, se je preimenovala v Amanda Collin. Je še nikjer nisem videl, v glavnih belgijskih stvarih bila. V teatru je dosta. V teatru isto tale Njamh Algar. Ja, jaz sem njo nekje videl, pa sploh ne pa gledam že ves set na IMDb, pa ne vem, odkot jaz njo drugače pa vsem plavolasa, tako da čist drugače zgleda že zaradi tega, ker se skorbela. Ostali so petek v glavnem otroci, ali pa imajo maske gor. Tudi tega Abubkarja Salima pa še nisem nikjer videl igrati. Jaz sem drugač, on je igral v Fortitude, ampak tako bolj minorno vlogo, no, to je en tak krimič. Drugač jaz sem prepoznal med temi njegovimi sledilci tega Matijasa Varelo, ki je igral v Narkosih, pač enega teh glavnih pač narkomafijašev. In to je bolj manj to, no. Jaz tudi mislim, da je tle. Ja. Ne, čak ta še je modela, ne, ki igra tega Campiona. Ja, njega tudi ne vem, ful mi je znam, pa ne vem, kom bi ga inštaliral. Kozmo? Ja. Ne vem. Kakorkoli. Dajmo začeti, zdaj imamo neko ogrodje, dajmo začeti en krog, kaj vam je bilo všeč, pa kaj ne, recimo. Pa Ana, če ti izpostaviš eno stvar, ki se ti je tudi dopadla. Kozmo je sorry, da te prekinjam iz Peaky Blindersov, ampak tudi neka taka niglik zdaj, super vloga. Ne? Ja, mogoče, dajmo tako nekako, jaz bi še prej mogoče stopil korak nazaj. Jaz sem si prav tako zapomnil, zato ker tudi naš ta sledilc Matej dostkrat pač je odprto temo, da on ne gleda prikolc, ker pač mu povejo pol filma. Mene recimo za začetek mogoče bolj zanima to, kaj ste si vi predstavljali, da ta serija bo in ali je izpolnila vaša pričakovanja? Ne samo po prikolci, jaz tudi mislim, da po prvih nekih delih. Jaz moram priznati, da nisem pogledala trailerja, zaradi tega, ker sem v bistvu pač šla to gledati, ko si mi ti rekel, če bi prišla na podcast in pač se mi ni dal zgubljati časa s tem, da bi še mogla pogledati saj trailer. No, zaupali si mi na besedo, to je tudi lepo. Tako da žal ne moram odgovoriti na to. Ampak kaj se ti je zdelo recimo po prvih 2 delih, o čem bo šla ta serija? Če se jaz prav spomnim, v prvem delu še ni teh ateistov, pa teh, una ladja pride še le v nekem enem tretjem, ne? Prvem. A že pride v prvem? Prvi del, prva polovica prvega dela je meni se zdelo zelo podobno temu, kar trailer nakaže, in to je androidi vzgajajo človeške otroke, bomo videli, kaj bo. In potem na tretjini zadnji se pojavijo oni, v njej se aktivira ta necromancer mode, pobije vse, gre gor na ladjo, pobije celo ladjo, jo crashne v planet. Je to že v prvem delu? To je v prvem delu direkt. In prav spomnim se, da sem to gledal, pa se mi je zdelo malo že dolgočasno, ker pač vse te teme, ki jih odpira, so se mi zdele znane, pa je bilo tako, what the fuck just happened? In to vsakih par epizod je uspel narediti ta preskok, ko se ti zdi, da to bo, ne, nekaj povsem drugega bo. Najbolj pa je to bilo očitno v zadnjem delu. Ja, ne vem, jaz mislim tako, sem zasledila malo tako, ko se pojavljajo kakšni zapisi pač po Facebooku, Twitterju in tako naprej, pač sem dobila občutek, da bo to pač bolj neka zgodba res o kolonizaciji zdaj nekega planeta, mislim, kako pač spet na novo začeti življenje pač z nekimi drugimi vrednotami itd. Ampak pač v resnici, mislim,
to zgodbo zelo hitro opustijo, no, oziroma te otroci tako pač v prvih 5 minutah vsi umrejo. Pa se pa kar čudežno pojavi nov pek otrok in potem je to. Ja. Zdaj smo že začeli, zelo dobro smo načeli to temo, tako da smo že vse povedali, ampak zdaj pa sledi res to vprašanje, kaj vam je bilo recimo všeč pri tej seriji, je Igor vprašal, pa ker Igor to vprašal, ne on kar začne, da on pove, kaj je bilo njemu všeč, razen tega, da ga je presenetilo že. To je definitivno aspekt, ki mi je všeč, da mislim, da vem, kaj se dogaja, pa ugotovim, da je nekaj drugega, pri čemer mi je to bilo všeč prvi epizodi, pa še enih par, na koncu pa pač malo pri tem smo, kaj ti je bilo všeč. Ja, vizual je vsekakor, to bi mi to še zagotovo imel kaj več. Zdaj sem že povedal. Ampak, kaj mi je, dopadla se mi je igra, zelo dobra igra je in predvsem pomaga te ideje bolj naprej dati, kaj pomeni biti človek. Tu zdaj Ridley Scott se tukaj cel cajt omenja in ja, on je imel to v Blade Runnerju in je imel to v Alienu do neke mere in Prometeju še bolj. In ja, ali je robot lahko človek ali ne. In tu je še eno poglavje tega, ko Ridley Scott razmišlja, kaj pomeni to. In se mi pa v sklopu njegovega opusa ne zdi, da nekaj radikalno novega pove, ampak je pa vseeno zanimivo to, kako to preoprašujejo. Sploh proti koncu igra teh dveh mother and father, ko razvijata ta neke čist ljubosumje in ta taka dost basic čustva in se prepucavata tam in sta besna drug na druge. To se mi je zdelo zelo zanimiv doprinos tega k tem debati, ki se vije skozi kariero Ridleya Scotta, čeprav ni nujno zdaj, da je to prav zares neka podlaga za to, da bi vedel, zakaj se ona dva nenadoma začneta tako obnašati ali karkoli, ali bomo, ker se mi pa zdi zelo simplistično zdaj kar reči, pač ker sta vzgajala otroke, sta se začela obnašati kot stara zakonca ali kaj, ne, ni tu prav zares te logike zadaj, zakaj sta ona dva toliko podobna ljudem, dočim ostali androidi, ki jih vidimo, so pa pač roboti. Tako da ja, tu nekako. Miče. Ja, vizuali so super. Ja. Ne, kar se tiče tega, mislim, nimam kaj za komentirati. Produkcija, pa lokacija, kamera, igra, vse to mi je bilo čist top level, no. V Južni Afriki je bilo sneman, predvsem sem šel to Google zaradi tistih valečih se oblakov, naprimer, tudi v Arrivalu, ko sem to videl, sem mislil, kje hudiča ti to vidiš, jaz moram biti kaj, ne, jaz to moram videti. In kje si bil Arrival posnet? V ZDA, ne? Ja, mislim, da v ZDA ali Kanada, nekaj tazga. Ja. Tako da mene, kaj me je presenetilo, pa mi je bilo z začetka, to je res zdaj dobro, je, da pričakoval sem ta Ridley Scottovski pristop, pa me ni niti odbil ali pa privlačil. V bistvu me je presenetil ta biblični zasuk, ki se je že nagovarjal od samega začetka zaradi teh simplifikacij imen, naprimer mother, father, champion, pa vse te biblične simbolike, tako da to se mi je zdelo, to če zraven science fictiona pristaviš, zna biti zanimivo, ne? Pa tudi ta konflikt, nastavek konflikta med mitraisti pa ateisti mi je zanimiv, ampak ne gre nikam s tem. Ne? Tako da v bistvu do 4. dela, recimo 5. dela mi je bilo to, daj, kam gremo s tem, ne vem, to bi me nekako potegnil. Pač pri negativih pa lahko to povem, kako pač ni to nekih sadov obrodil. Ne? Mislim, vse je zadovoljoče na neki ravni, jaz nisem razočaran s to serijo, ampak mi je tako, mislim, da so zelo hitro začeli televizijsko razmišljati, no? Ta serializacija, kako za v bistvu razmišljati v okviru nekih nadaljevanj, pa tako naprej, in tu so, mislim, da mogoče malo preveč žrtvovali. No? To je sicer super komentar, ker vedno zdaj videvamo, da res so začeli tudi pretočniki ubirati to formo, ne? Vedno bolj, da pač ne vržejo vsega naenkrat in je teden in se vračamo k temu nazaj,
ker seveda vsi ugotavljajo, da če pač po teden daš eno epizodo, je tako kot pri Game of Thrones, ljudje se pogovarjajo, malo se cajt pogovoriti o tem, medtem ko večinoma se pri pretočnih serijah pogovarjamo o tem, a si že pogledal? Ne bom ti kvaril, pogledaj pa se bo pol, ne. Zdaj pa vseeno gledaš en del, pa se lahko pogovoriš in tudi zdaj, če sem prav slišal, včeraj je bila tudi ena večjih teh oznanil, no, ki jih nisem sicer dal na obodov Facebook, da naj bi tudi Lord of the Rings, skratka Apple, nekdo Amazon ima Lord of the Rings, naj bi tudi enkrat na teden pač kao to serijo. Tudi Boysi so to naredili. Tudi Boysi so tako, tudi Lovecraft Country je tako, ne, vse stvari so spet na to. Ja, ne, HBO ima ene zanimive ideje, da daje po 3 dele včasih, pa da 3 dele na začetek, tu so tudi začeli, mislim, da z več deli. Ja, mislim, da so po 2 devali ven, ne? Mislim, na koncu pa bilo zadnji del pa je bil. Zadnji je bila 7 pa 8 pa 9 pa 6 pa 7 ali nekaj tako. Sta bila pa skupaj, ne vem zakaj. Ja, meni je super, da smo mal zabremzali, pa smo šli nazaj v to. Mislim, tako res je nek drug užitek gledati na ta način. No. Mislim, tako ful je bolj prijetno, ful imaš manj glavobolov, ful bolj spiš. No, ampak ti si zdaj pogledala čez vikend, tako da evo, Ana, zdaj ti si najbolj sveža v tej seriji. Kaj je bilo tebi všeč? Kaj te je pritegnilo? Mislim, meni je bil predvsej všeč ta world building. Ne? Mislim, všeč mi je ta planet, te vroče luknje, ta v bistvu ta bitja, ki se začnejo pojavljati, te neki stvori, ki jih napadajo, pa pol neka skrivnostna bitja, ki so tam v sencah, pa ne vem, tako pač te gobe, ki jih lahko jejo, pa zakaj je zdaj ta hrana radioaktivna. Ne? Mislim, mene je bil v bistvu ful več zanimivo zvedati o tem svetu, ki se mi zdi, da bi bil lahko ful zanimiv, ampak ga res niso se ukvarjali sploh s tem. Mislim, to so neki taki detajli, ki po moje gledalcu res dajo tisto občutek, da, a veš, mislim, je zdaj v nekem novem svetu, da, ne vem, da lahko, ne vem, tako pač meni je ful motel, da je bilo tega ful malno, pa da je zelo tako random, oziroma zelo sporadično so se pojavljala. Tudi v bistvu ta bitja, ki so jih napadala, odkje pridejo, zakaj vedno pride samo eden, zakaj jih niso napadla v nekem, ne vem, večjem številu, odkje so se pojavljala. Zakaj prvih 7 let ni bilo niti enega, potem pa nenadoma pride. Tako, mislim, zelo nenavadno so tudi upeljana noter, no, kar me pa v bistvu, mislim, to mi je bil najboljši del, no, pa tudi v bistvu neke te v bistvu, kaj je ta podzgodba, ne, v bistvu ta zdaj neka legenda o tem pač, o tej siroti, ki naj bi pač postal potem nek glasnik tega novega sveta, mesija, ko najdejo tisto kocko sredi puščave, ne, mislim, pa neki te elementi iz prerokbe, ki se pojavljajo, ne, mislim, tudi o tem bi si želela malo več, ker je, se mi zdi vse bi mi bilo pomembno za neko zgodbo, ki se gre o pač religiji, o nekih teh zadevah, tako da sem ful več nekih teh detajlov pa nekega razmisleka o tem svetu pogrešala. So mi bili zelo zanimivi nastavki, ki pač bi me absolutno potegnali, če bi bili bolj razdelani. Ampak se mi zdi, da so pač absolutno premalo časa posvetili temu, ne. Kar me je pa v bistvu motalo, je pa to, da se mi zdijo, da so bili liki čist nedodelani, no? Da v bistvu me nihče zares ni zanimal. Čeprav imaš tukaj znotraj, ker ne vem, mene pač v serijah vseeno vleče neka psihologija liko, ne? In tukaj imamo, ne vem, te otroke, ki sploh nobenega zares ne spoznamo, vsi takoj umrejo, pač vsak mal kašla in pol je kar ten grob. Razumeš? Mislim tudi, ne vem, lahko bi vsaj kdo umrl, da bi ga, ne vem, pes raztrgal, je napadel tisto luknjo, ampak ne vem, tako te smrti so tako random, pa takoj pozabimo pol na vse te otroke. Pol, ne vem, te novi, ki pridajo, so mogoče majčkan bolj razdelani, zato ker tudi pol eventualno več časa preživimo z njimi. Ker so že malo bolj odrasli, pač starejši so od unih, ki so po crkvi. Ja. Ampak tudi, ne vem, recimo te mitraisti, ki pridejo, ne, mislim, pač noben nima zares karakterja. Pa tudi ta dva, ne, ki sta v bistvu ateista med mitraisti, ki sta si spremenila, ne, pač v bistvu vizualno podobo in identiteto, ne.
mislim, pač temu, ki ga Travis igra, se pol na neki točki mal začne mešati zaradi tega, ker ne ve več, kdo je. Ampak, a veš, mislim tako, ta njegova žena, pa se ti zdi, da se sploh nič zares ne ukvarja s tem, ker to je po moje res neka ful velika psihološka stvar, da si ti, mislim, si spremenil podobo in hkrati, mislim, se zdaj pretvarjaš, da si neke druge religije, ne, mislim, to po moje pač ustvarja v tebi nek tak konflikt, ki ga ne moreš kar takole završiti, ne, in bi bila to zelo ena zanimiva, mislim, veliko več bi bilo lahko trenja znotraj tega. No in tako pogrešala sem nekaj tako, da bi se nekdo res ukvarjal s tem, kaj zdaj te stvari pomenijo, da se je to zgodilo. Ne samo, da gremo pač tako hitro čez zgodbo. Pri njej se mi zdi zamujena priložnost, ker ona omeni, ne, da v bistvu ne more imeti otrok. Ne? Ampak je pa nekaj v njeni zgodovini, ne, ki jih flashbacki ne pokažejo, ki pa ona vzljubi tega posvojenca in je zelo materinska, ne, do njega, ampak se mi zdelo, da bi bil to dober kontrast do Mother, ne, androidke, kako ima ona odnos do tamaga, pa ona do Campiona, pa tako naprej, ne, mislim, ampak ima ta zelo obe dve podobno logiko, ne, do posvojencev, ne, ali pa otrok, ne, in tu se mi zdi zelo zanimivo. Ne. Ja, zdaj smo že na področju, ko govorimo o pač slabih plateh tega, sem udaril po tleh, o slabih plateh serije. Ja, zdaj, če sem jaz prav vas razumel, mislim, da smo vsi približno tam nekje, ne, vsem se nam je zdela vizualna podoba in pa atmosfera tega ni bila slaba, ne. Tudi igra. Ja, tudi igra in to mislim, da lahko nekaj zapakiramo skupaj, da je pač tisto, kar je res dobro pri tej seriji. Jaz tudi mislim, da jaz sem si zapisal v naš scenarij, da mi je bil všeč zapisal sem ta motiv, ampak recimo všeč mi je bil meni ta motiv skoraj da brodolomstva na neki skrivnostni celini, ne? Ker to je motiv, ki spremlja že od Žila Verna in njegovega skrivnostnega toka. Imamo pač mi to zgodbo, po kateri pač nekdo se znajde v neznanem kraju in tam pač so neke skrivnostne stvari, ki jih je treba zdaj razkriti oziroma tako. Je pa pač zdaj, če smo pa že pri negativnih stvareh, se počasi obračamo. Jaz mislim, da je osnovni problem te serije, pa me pač zanima, če se strinjate z mano, da je pač preveč stvari prehitro. A ne, vse to, kar smo zdaj povedali, ne, skratka, otrok ne vidimo odrast, niti v njih prvih, pa že imamo drugo, the second batch, the bad batch. Recimo tega pol premalo časa si vzame za zgodbo tega para, pač ateistov, ki zdaj tle se skriva kot vernika v tej drugi združbi. Karkoli zvemo preko flashbackov, tudi, tako kot smo rekli, 7 let se nič ne zgodi, pol pa skar naenkrat in pridejo ta skrivnostna bitja in pol se kar prikaže ta Temi, ki je umrla, ali kako je že ta edina duh, ki se prikaže kot duh. Ne vemo zakaj, nič. Pol pa kar enkrat v zadnjih 3 delih se mi zdi, da že vsi slišijo neke glasove, vsi so že na pol zmešani, vsi imajo neke psihološke probleme, vsem se neki trga že in Campionu, in unemu drugemu mulcu, Polo, in seveda unemu nadomestnemu fotru, in Mother, in že foter več ne ve, kaj dela. Ne? Jaz imam tukaj eno teorijo, zakaj se to zgodi, ampak bi najprej to, kaj si ti rekel, da je preveč stvari naenkrat. Skrivnostni otok, pa ne Verno, ampak Lost ja. Je podobno zadevo ubral, ampak je bil genialno tempiran. Ti si celo prvo sezono spremljal en zelo mali del zgodbe in te je ful zanimalo, kaj je tu, kaj je tam, oni najdejo neko loputo, kaj je v tisti loputi. In tisto, kak ti je vmes dodajal nove teme, si ti bil čisto zadovoljen s tem, da si dovolj zvedel o eni temi, da je pol nova prišla zraven, ne? In to, kako so potem odprli tekom vseh sezon, ugotoviš, da tisto, kar so se prvo sezono, celo sezono ubadali s tem, kaj je znotraj tiste lopute, je bilo taka malenkost, eno zrno peska v primerjavi s celo zgodbo. Ne? Ampak niso tega takoj dampnili naenkrat. Naenkrat so dampnili samo neke skrivnosti, ki so jih potem postopoma razreševali. Je imela serija ful problemov vseeno, ne? Ampak je bila dosti bolj smiselno zgrajena. Pri Lost, koliko sem bral kasneje, je bil glavni problem to, da so hoteli imeti neomejeno sezon, Lindelof pa je hotel imeti 3 v osnovi, tako da je potem moral raztegniti se skupaj. Jaz sem mogoče tukaj ta problem, veš, te serializacije, ker v bistvu vseeno klasičen TV, da se tako rečem, je mogoče lahko dalj cajta planiral neko zgodbo ali pa lok in da je potem tudi
dosti bolj smotrno obral tele plot pointe pa tako naprej, medtem kot tle pa zelo sporedno. No. Tukaj mislim, da Guzijovski je zdaj rekel, da ima planiranih 6 sezon, ampak v osnovi je izgledalo, kot da bo on vse v prvo stlačil, zato da bi še nekaj zraven dobil. Ampak če se zdaj vrnem k tej teoriji, jaz mislim, da medtem, ko so potovali vsi, tako Mother and Father kot mitraisti na vesoljski ladji, so bili vsi v neki hibernaciji priklopljeni v nek VR. In to je možnost, da se jim implantajo neke ideje, neke koncepti. In ko pridejo oni na planet, določene stvari sprožijo te. Kot recimo pride tale pol v ono jamo in tam znotraj jame vidi te slikarije, ki mu razkrijejo celotno zgodovino, to, da njegova starša nista dejansko mitraista in tak dalje. To je nemogoče. Tudi znotraj logike tega vsega skupaj je to nemogoče, razen če ni on že tega ugotovil prej in se je tu samo mu razkrilo, pa tam dejansko v jami ni nujno, da sploh je kaj. In isto z onimi kartami in isto z vsemi drugimi stvarmi, ki se zgodijo. Vsi samo vidijo stvari, ki so bile not. In isto se z Mother zgodi, ko se priklopi v tisti pod tam. Ta teorija sicer drži do tega trenutka, da je Mother noseča. Ampak vse to se lahko tudi aktivira znotraj tistega. Mislim pa cela prerokba, da bo tam nekaj, ni nujno, da je ta prerokba že obstajala na zemlji, da ko bojo oni tja prišli. Razumem. Oni so lahko enostavno med potjo tam, prerokba je, valjda, vsi vemo o tem. Vse. Zakaj pa ne? Okay. Mislim, zdi se mi plausible teorija, ker drugače je pač čisto kompletno. Je pa res, da govorimo o 2 ladjah, ne? Še vedno govorimo o 2 ladjah. Pač ampak Campion je bil njihov teh guy, glavni izumitelj ali whatever. To je res, Tako da bi Campion lahko bil človek, ki je razvil njihovo ladjo in Mother in vse skupaj. Ti imaš to nek hud subplot znotraj te serije. Jaz upam, da so ti ljudje toliko pametni, kot ti misliš, da so. Moram reči, da ti ljudje so naredili še strip, ki je digital free. Prebral strip. Jaz sem prebral ta strip in jaz si bom vzel čas, bom prebral ta strip, ga zdownloadam, odprem in ta strip ima 9 strani. No, vzel si čas, torej. Nič ni noter, razen tega, da povejo, da tehnologijo za nekromansere, kar omenijo tudi v seriji, so oni našli v svojih svetih knjigah. Ampak mislim, da Father to komentira, da najbrž pomeni, da so jo vkradli nekomu, pa se lažejo, da je bila znotraj, da so eni drugi eni ateistični državi, ki so jo prevzeli, da so tam našli to tehnologijo od njih in rekli, to že imamo vedno tu not med vrsticami Biblije. Tako da. Mislim, jaz sem še 2 teorije, ampak moj sta še dosti bolj farfetch, ena je, da je čist vse matrica, pa da bo potem to zmagoval. Ta teorija je skozi zdaj. Vem, se vem. To je zdaj, odkar imamo matrico, je vedno teorija. Kaj pa, če živijo v matrici? Matrica je samo ena. Ne mislim Wachowski Sisters matrica, ampak da pač zmagovalec iz tega boja bi naj potem zopet populiral zemljo, vse se dogaja še vedno tam. A druga teorija pa je, se vse skupaj dogaja na Kepler 22b, ampak da tiste slikice so v bistvu kao neki time loop varianta, da oni potem nazaj pridajo in v bistvu nazaj na zemljo pridajo, kao neka risbica, ker imaš v oni jami neki planet tam, pa kar neki, ne vem. Pa je malo Teneta. Ful tega. To je še, mislim, ljudje, ki so gledali Tenet pa uživali v njem, ne bi smeli gledati nobenega filma ali serije več. Ne, se mislim, da je to prej ta množica teorij mogoče malo več pove o tem, kako vse je nabasan noter, da lahko te ekstrapoliraš v bistvu te linije ven. Pa mislim, v katerem letu se to dogaja, to je 2125, neki tazga. Mislim, ne vem, tako, veš, jaz ne razumem, ona dva sta androida, zakaj morate biti oče pa mater? Mislim, pa če imajo zunanje maternice, zakaj ne morata biti oče pa oče? Ali pa, mislim, ne vem, tako,
Veš kaj, prihodnost je napredna, pa tako Ja. napredna spet ni. To sem se tudi jaz spraševal, zakaj so recimo podarili direkt gender roles pač tema, plus to, da seveda pol še zvemo to backstory, kjer je ta stvarnik zaljubljen vanjo, oziroma ne vem, če dobro, pač ima neko afiniteto do nje, domnevam, da bom tako rekel pač in tako, ja. Medtem ko Ja, Temnopolt pa je več se tam že več se spi pripravljen, da gre. Ne, jaz imam taki feeling, kot da gledaš mišmeš res Scottovega sveta, pa Darren Aronofsky simboličnega fetiša, veš, ne, teh njegovih bibličnih eskapad, ne, od Noa do Mother, ne. Sam, ki se zares, mislim, v nobeno temo se zares ne poglobijo. Ne? Mislim, tudi ta ateisti, mitraisti, mislim, tako pač. A veš, mislim, ne zdi se mi, da kdorkoli zares karkoli preizprašuje tukaj, ne, znotraj tega. Ja, pač so, ne marajo se in kar, a veš, nekako računajo, da v bistvu kot gledalec, kar rečeš, ja, oni se zihr ne morejo marati, ne, se v bistvu, a veš. Ja, veš kaj, še hujše, meni se zdi, da ful skuša to konflikt med mitraisti in ateisti zvesti na racionalne in iracionalne ljudi. In se mi zdi, da mene tudi to je začelo me motiti, pa plus ta, potem še imamo seveda ta podzgodbo spet tega, da ljudje nismo popolnoma racionalni in da pač Campion rabi neki, da ljudje rabijo neki verjeti in da so nasilni, recimo. Tudi ta teza je prišla noter, ne enkrat, kar, ne, to je pa človeška narava, ker očitno ne moreš biti nenasilen, pač kao, ne. Ampak mi dejansko iz njune vzgoje nismo videli nič, tako da jaz ne vem, kako sta ona dva vzgajala, ampak ponavadi je vzgoja problem, pač, ne nisi kar ti nasilen, kar tako, ampak je nekaj vzgoje, ne. Med drugim tudi to, da nekoga ti vzgojiš na nekem drugem planetu in ga vzgaja androidi, ki pač kao trdijo, da niso ljudje ali ne vem kva. Skratka, tle noter jaz ful pogrešam. Ful je nekih tem. Jaz sem, recimo, ko sem gledal Prikolce, recimo, jaz sem pričakoval točno to. Film bo o ta konflikt človek in kako ga vzgaja android. In pol to opustimo tako po pol ure serije, ne. Ja, če vsi umrejo. Ja. Pač in nimajo več koga vzgajati, razen unga tega Campiona. Ja, še najbolje je, če greš na to vzgojo temo, ne, v bistvu ta Father Campion, ki ima tam neki napol zasukan Robinson Crusoe, Friday odnos, ne, ki ga potem, ko skužijo, da v bistvu ne morejo jesti onih radioaktivnih semen ali whatever. Ja, kar je tudi tako, kako ste to lahko skužili po 7 letih, no? Zato, ker imajo oni device. Ker prej do takrat nista imela ladje, ne. Ok, zdaj pustimo to. Začetek mi je bil pa res najbolj grozna stvar, mi je bil začetek. Ker ona priletita na to ladjo in pač pristane tako, da pristane točno tako, da je nagnjen čez eno edino lukno tam daleč, ne vem koliko kilometrov okrog. Dej mi je. Mislim, če ne znaš bolj parkirati, kakšen android pa si, no. Dej, no. Ne, se tako se zdi, v bistvu, mislim, da njihova tabla pisateljska je bila pisana za plot point, ne, in ja, tudi to. Luknje. Ampak, veš, mislim, vsak lik ima neke te konflikte spostavljene, kar je v bistvu pisateljsko zelo zanimivo, scenaristično zelo zanimivo, ampak tak, no, plitko realno. No, ja, vse so zreducirani do Campion, Champion, Father, Mother, simboli iz Biblije potegnjeni. Protagonist. Ja. Naprimer, on posiljovalec, mitraist. Kaj z njemu niso nič naredili, no? Kako da ne glavo samo spet. Ja, pokazali so, kak dobra maščevalna tehnika je to, ali kak ne vem. Mislim, to je jaz bi tudi tako imel take te čelade. Tisti Mad Max Bloodbag je bil, no? Ja, Bloodbag, ja. Witness me. Jaz imam eno, zdaj si mi ti dal idejo, ne? V bistvu tele luknje simbolizirajo plot holes v zgodbi. Ki so prepredene skozi cel planet. Ja, ko ne vemo več, kam naprej v zgodbi, nekoga vržemo v lukno in pol pride duh in pol pride neko novo bitje. Ja, vse dobesedno prihaja iz teh luken, ne? Če sem sporazumel tudi bitja, glede na to, da so zahranila, pa tudi te gobe so na teh luknjah in vse, pa njihova ladja je padla v te luknje in ja. Mislim, tako, kup je nekih idej, ki jaz mislim, da so mi tako, malo so na hitro narejene, recimo tudi ta kao škodljivost religije, ne? To je že lahko, ok, čeprav pač se mi zdi to zelo poenostavitev, da je pač religija škodljiva. Religija, ja, vera je recimo nekaj drugega, lahko
že to ločujemo. Po drugi strani vse, kar dela ta stvarnik, prvič, da ga UNO2 imenuje ta stvarnik in da sta mother in father in poseljujeta planet in zdaj imata še drugo sveto nalogo, vse so to religijski termini. On dejansko pač ni ratoglih najboljši ateist, ta model. No? Champion. Ja, pa tudi ni tako, da te androidi so lahko samo zato, ker so najdali neko sveto stvar, iz katere so lahko nastali. Niti njihovega nastanka zares ne morajo razložiti racionalno. Mislim, pa kdo je ta model, ki pač naredi to nekromanko? Mislim, pač oziroma jo reprogramira in zakaj jo reprogramira? Zakaj sploh imajo ta urge, da človeštvo more preživeti? Mislim... To je pa zdaj. Dark. Kakšen cinizem, pa zdaj to nekaj. A ti bi kar pustila, ne pocrkajo. Ja, ne vem. Ne, to se strinjam. Mislim, zaradi tega, ker ni nobene motivacije, veš, mislim tako pač, kdo so te ljudje, ki jih moramo zdaj rešiti, zakaj glih... Ja, razumem, ker pač, če govoriš o rešitvi človeška, pa navadi misliš, rešimo se mi, ne? Na ta primer pa je res nadaljevanje vrste, ker ti boš pač umrl z zemljo v red, si pa poslal nekoga na drug planet in za tebe... Tu se mi zdi, še najboljša nosilca sta mi tukaj tale Caleb, pa kaj že... pač njegova žena, no, se opravičujem. Medtem ko pa pač Campion kar počne to, zato ker tako počne. On bi ne celo bil bivši mitraist, ki se je prelevil v ateista in potem ugrabil nekromanko, da jo reprogramiral, da bo pač vzgojiteljica novega človeštva. Ampak mislim, da to tako sporadično pa malo povedano, ne, ta problem ekspozicije, ki se mi zdi tukaj, ne, da pač oni se fajtajo, ker se pač fajtajo, zemlja je okurce, ker pač je okurce, ali kakorkoli. Mislim, da ful zadev nam prodajo, kot pač tak je. Ja, pa tudi, ne, mislim tako, pač računalniški programer bo zdaj naredil žensko, ki bo mati, ne, ki bo imela lastnosti matere, ne. Kje, mislim tako... Ja, gled, tudi Musk misli, da je genij in da lahko te stvari počne, ne. Se mislim, da jaz upam, da bo to druga sezona kaj nagovorila od tega. Ja, jaz se strinjam, tle noter je ful nekih, ker jaz sem ne premislil, ko oni pride pač na planet, da je to človeštvo poslalo, ok, pol slišiš, ni človeštvo, ampak ateisti, ok, ful jih je več. Ne, to je samo en tip, ki je očitno vedel, kam grejo oni, in zakaj je pol prvič sploh poslal na isti planet? Pol valjda biš poslal drugam. Ja, nekako, da je edini dovolj blizu. A ja, edini je dovolj blizu. In poleg tega je s tem, da je poslal dva androida, pa one kot zarodke, lahko so šli hitreje, ne? Ker to je res, čeprav prvi hitreje. A ja, ok, se 7 let. Zato je 7 let. Jaz pozdravljam, kaj oni umrejo, pa tako kar mislim, da je minilo, ne? Pol leta. Mislim, da v zadnjem delu, ki je že Caleb, oziroma ne, pardon, ta Travis Fimmel, Marcus Caleb lik, on nekaj 5 v temno oblečene like ubije, ateiste, torej so ateisti tudi prišli, čist v zadnjem delu, ne, na kar se pojavi še ena mitraistična ladja. Ne, ateistična. Jaz sem razumel, da je mitraistična ladja. Ne. To so zdaj ateisti, ki so ateisti. Ja. Ja, pa a kdo zna razložiti, kaj se... Ja, bi se 7 let let, da se zgradili. Kaj se njemu zgodi? Mislim, zakaj ima on te privide? Jaz mislim, da tako je pokazano, kot da v bistvu samo pač od vseh teh glasov, ki so pač tam, kar naenkrat, bo zmešal, ne? Jaz mislim, da je to, no ja, njemu se zmeša zaradi tega, ker pač sliši glasove, pa krize identitete, ampak mislim, da je to nekaj, kar mu je v onem spanju bilo ustavljeno, ne? In mislim, da se na to navezuje tudi to, kaj se zgodi na koncu, torej otrok, ki ga mati rodi, ni otrok, ampak je kača. Neka, leteča. Je gulja bolj. Ja, jaz sem tudi bolj. Je gulja zmaj. No, ampak to so okostja, ki ležijo naokrog. Ja, se od prvega dela so tam prisotna. Tiste, ja. Tudi oblike, ne, mislim, kako rastejo te njihovi radioaktivni pridelki. Ja, kropsi vratajo samo na teh kosteh, ne, na tisti zemlji. Ne. Ja, pa te lukne domnevam, da so zvrtali ravno ti Dune. Kar pomeni, da so te kače radioaktivne? Najbrž. Jaz mislim, da je to Dune, sem pač pred zgodba Duna. Tremors, the beginning.
Tremaxi. To je bilo pa kul. Ja, tle je kar nekih, Igor, ti si pripravil en pregled mitraizma, ki ga zdaj omenjamo. Mislim, da jaz iz Wikipedije sem skopiral. Nisem mislil, da si ti to raziskal in napisal. Ja, nisem iz rimskega kraja, sem z Maribora, ki je bil kasneje, ne, tako da Mito, tu dvojni Rimljan, rojen v Ljubljani, odraščal v Ptuju, praktično v šolo hodil Ptuju. Ne, to je ne. Ja, gimnazija. Ja, no. Mitra je sicer na Hajdini, tako mi glede povedal na Hajdini. Trije mitrejski spomeniki so, eden je na Ptuju, 2 sta pa na Hajdini. Eden na spodnji, en pa na zgornji, mislim, da je tako. Ali pa sta oba na spodnji, se mi zdi. Eden je neki na bregu. Na Ptuju so 3, v Sloveniji 5 ali 7. Tako nekak, ja. Ja. Mislim, ni pa to zdaj neki, ne vem kaj. No. Ampak mislim, meni se zdi zanimivo, da so si izbrali pač mitraizem. Mislim, tako, zakaj? Mislim, ne razložijo tako nobene zares posebnosti. Mislim, meni je, če greš na koncept, da so v bistvu skušali simbolizirati oziroma poenostavljati neke konflikte, pa like tudi, je mitraizem kar smiselno odgovor, ker je ena osnovna monoteistična vera. Arhetip je, to je arhetip tudi za krščanstvo. Nek proto-Jesus na prehodu med politeizmom in monoteizmom, kao skrivna vera na začetku rimskega cesarstva, blablabla. Mislim, tak... Ja, sej spet ta plot je, ne, sej v resnici jaz tudi nisem razumel, zakaj Raised by Wolves bi torej pomenilo, da sta fotek pa mati pač kao ta volkova, ne, in da seveda so oni ateisti zdaj Rimljani, in oni pa so mitraisti, ne, in imaš to pač spet ta konflikt. Jaz mislim, da tele simbolike povezane z tem rimskim cesarstvom in njihovo mitologijo niso čist dodelane. Ne, vse kot mar se kaj drugega, ne. Mislim, da pol tudi sem šel podrobno brati o Romulu in Remu in kaj, mislim, je dosti tipična zgodba, da podobno kot pri Mojzesu, bilo je prerakovano nekemu cesarju, da bo ta onadva ga dol vrgla, jih je dal izgnat in potem jih je Vulkulja vzgajala in potem pastirji in sta kot taka človeka z narave, ki sta potem ugotovila, mislim, najprej odraščala kot vredu človeka, ne, znotraj civilizacije, potem pa sta odkrila svoj birthright in vrgla cesarja in prevzela pač ona dva in ustanovila Rim, pol pa je še drugega ubil, ampak ne v vseh verzijah zgodbe, ker pač ne vem, jih je 20 ali nekaj takega. Romul Rema ubil in po njem poimenoval mesto. Mislim, taka dost basic zgodba in tukaj te zgodbe sploh ne vidim, kje bi bila. Imaš to neko prerokbo omenjeno, imaš recimo, da so volkovi... Namenjeno in imaš Pola in Campiona, ne? Jaz mislim, da je edina verzija tega to, ne? Ja, ne, ampak se potem imaš tudi, ne, to, da kdo je tisti iz prerokbe, bi lahko bila oba, ona dva, lahko bi bil Travis Fimmel, lahko bi bila ne nazadnje tudi Mother, ali pa ta lekača. Lej, to je se pravim, ker je toliko tega bibličnega šita, bi se lahko rekel, ja, ne, se Mother pa Father sta bistvo Noa pa njegova, pa tam mali so zarodke, ali pa sta Adam in Eva in kača v raju in bla, 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 razumeš? V raju? Ja, a je to raj? Ne, mislim, mogoče magma na sred planeta, tisti bog, a veš, to je za taki biblični šit, ki ga noter inštaliraš, po moje ta pisateljsko gledano, kao, če vzameš ono, pa dajmo skup zmešati, pa zdaj zastisniti v 10 ur materijala. Bolje sam noč. Ja, in to smo gledali, no. Saj rečem, ti posamični nastavki so mi ful obljubljali, ampak tako je, če bi vse eno špuro vlekel, ali pa dva pogleda, ne, ateistični in pa biblični, ne, mitraistični, bi bil dosti bolj konsistenten pa zanimiv. Tako so pa skušali, se bi zdi, v eni sezoni narediti vse in se sprašujem to, a so oni mogoče mislili, da pač folku ne bo všeč, da bo vsi rekli, to je za nič, sploh ne bomo dobili podaljšanja, ne, in ne vem, da so ciljali, kao dajmo probati čim več v eni sezoni, ne. In to je mogoče problem sodobne TV produkcije, te streaming TV produkcije, ne, da se ustraši, pa naredi vse preveč. Ja, možno, ne vem, ja, zdaj pač ja, glej, ker smo se tega dotaknili, kaj je to na koncu, no, skratka, skratka, mama hodi v ta medprostor, v to matrico,
tam aktivira neke svoje spomine, skratka. Ja. Domnevam, da ti spomini nekako okužijo to matrico ali kakorkoli že. Ali pa obratno. Ali pa obratno, ja, ok. Kar je tako, kot si rekel, pač ta tip, verjetno isti, ki je dizajniral njihovo tehnologijo. In ona skratka seksa virtualno in potem je noseča z biološko tehnološkim hibridom, skratka z nekakim kiborgom, ki je na koncu jegulja. Dajmo reči, leteča jegulja, to sem vam prav napisal. Leteča jegulja. Ja. Skratka, rata je leteča jegulja, ki ful zraste. In domnevamo, da je ta leteča jegulja tudi pač eden od vrste teh, ki imajo kosti v noter. Zdaj, ljudje so bili pač tam. Mesija, veš. Kako je on kako je tale stvarnik vedel? Kot prvo, zdaj, lahko, da je bil ta stvarnik, ampak tudi lahko, da tale planet ni bil prazen planet, ampak očitno ni bil, si so neko piramido. Bila je tam piramida, bili so tam humanoidni ljudje, eden od njih humanoidna bitja, eden od njih ima globanjo neandertalca okrog pasu. Evolirajo. Ja, kar is not a thing. Mislim, to kako da ne? V Tenetu je. Ampak v resnici evolucija ne pomeni, da greš gor. Kako da ne? Jaz vidim, ko ljudje vstopajo v parlament, pa kar nekaj. Jaz vidim folk full mind better, pa se mi kar zdi, da grejo nazaj. Ena stvar je, da postaješ vedno bolj primitiven, druga stvar pa je biološki proces. Ne, jaz vidim, da se čela. Mogoče, če ljudem vzameš subvencije za kulturo. SDS je bil tako dolg na tem planetu v vladi. Ne bomo rezali tega ven, če ne slišite tega. Pol ne slišite tega, vrede. Skratka, tudi navezava na to, da so te stvari bile v njihovih svetih knjigah ali karkoli. Lahko, da je to, ne vem, recimo tretji val kolonizacije tega planeta, samo da oni tega ne vejo, ker so jih v matrici izbrisali vse skupaj. Ne? In da... Ampak ti res misliš, da bo šli v tako... 6 sezon imajo, veš koliko so natlačili v prvo. Kaj še le bo? Kaj še le bo? Sem ne vem, meni se zdi... Kaj pa vem, no? Jaz sem pol že na koncu neki tuhto, a bi to lahko bil... A bi to lahko bila predzgodba, ne vem, Aliena ali pa nekaj? Ne. Gozjovski je rekel, da ne. Celo, hvala Bogu, celo nekdo je rekel, ker itak, da se je vprašanje pa pojavilo, no? Ja, logično, ne, pa tudi dejstvo, da uporabi v začetku footage iz Prometeja direkt, ne? Je... Ridley je rekel, nije problema s tem. Pa sam je režiral. Če kaj je bilo zdaj planet ali kaj v tem... Tam okrog pristanka, pa to je... To pa nisem, mislim. Mislim, se ne gre za nekaj Ridleyjevih vplivov, ampak to bi mi bilo pa res čipa, veš. Kaj, da je prav pripelješ do Aliena? Ja, to bi bil pa tako razočaran, no, res bi bil razočaran. Če kaj pogrešam v sodobnih TV in / žanrski filmski produkciji je original content, da se tako izrazim. Se strinjam. In pač tudi po traileru sodeč, tako si prej vprašal, ne, pa do 4. dela, da se izrazim, mi je bilo vse, this is original. Koliko toliko, ne, kao, kljub mišmešom pa tak naprej, ampak kajde, ne, zato to me angažira. Če mi na koncu pripela do ksenomorfa, bom popiznil, no, resno. Ja, mislim, mene v resnici sploh ne zanima, pač, a veš, kakšne teorije, mislim tako, zato ker me zgodba res ni dovolj angažirala, da bi si res želela zdaj še, mislim, razmišljati o tem, kaj je zdaj ta kača, kako se je to zgodilo, zakaj. Jegulja, Ana, jegulja, zmenili smo se, da je leteča jegulja, tako lepo. Mislim, ne vem, tako, ampak te ni tok, really don't care. Ampak, a te ni tok pritegnilo, da bi, mislim, a zdaj govoriš, da te ni tok pritegnilo, da bi gledala drugo sezono, recimo? Ne res bom. ne? Ana, kaj pa, če te povabimo? Zdaj sem jaz to prav napisal, kar bom dal v razpored noter. Moj odgovor je še vedno ne. Ok, pa te bomo za kaj drugega. Kako je vama se zdelo, mislim, a je to kot bilo, kje sta...
Mislim, Za me odgovor itak vesta, no? Jaz sem začel gledati. Kjer junkie si ti. Jaz bom rekel, mislim, meni je full všeč sci-fi. Če ne bojo čisto odblodili, bom gledal drugo sezono, ampak ne bom pa nujno vsak teden čakal nov del, kdaj bo na sporedu. Ja, jaz še dam šanso, da se malo striznijo. Ja. Mislim, pa ne moram reči, da veš, vmes, ko gledaš, si ful angažiran. Ja, meni se tudi zdi tako, da... Ne ostane s tabo, no, si pa tak ful vprašanj imaš po tistem in tega ne maram. Jaz imam rad po neki določeni sezoni ali pa delih neke zaključke, pa zadovoljstvo, da sem veš, prišel do nekih dognanj, ne. Sej, če imaš veliko vprašanj, je to lahko ful dober. Sam tukaj imaš pa malo drugačno vprašanje. Mislim, tisti, ki so dobra. Na čem so bili, ko so prišli do te ideje? Ne mislim, toliko pač teh zadev smo že pogledali, da se znam komod predstavljati, da oni zaposlušajo pa ne vem, nas ali pa berejo komentarje, kakorkoli, da bojo si komod predstavljali enega glupega pisatelja tam, mi moramo razložiti konflikt med ateisti pa mitreisti in bo potem pol sezone kao neko klanje na zemlji, naprimer, ali pa biblični šit, ki ga bomo razlagali. Povedali so, da kar je znano v drugi sezoni, je, da bo neki gap tu vmes in bojo vmes dali strip, 9 strani na vrste. Ja, preskočili bojo par let, tako je bilo nekako. Ne, karkoli bo vmes dogodke iz prve v drugo sezono bo premustil strip. Tako da zdaj, mislim, je pa tudi bilo tak nastavek, ona grupa okrog Campiona in Telemeri grejo svojo pot, Pol je šel svojo pot, pa Mother and Father and Snake Monster so šli svojo pot. To je lekcija Star Warsom. Ko imaš slabo pisanje, pol pa filaš vmes lukne z, ne vem, Wikipedijo pa stripi, razumeš? Ja, no, ampak... Pa animacijami, ne, da zafilaš tisto, kar imajo fani ful preveč vprašanj. Pol na se skaže, da so ti fileri ful boljši od na primer, Hvala Bogu. In pol boš imel, ne vem, Neverending Story na leteči je guli, ali kaj ne, veš, naprimer. To bi pa bilo genialno, da bi to v Neverending Story pripeljalo. Evo, to kupim. Ja, gledaj, sem brado si mora pustiti pa brke, pa je kako on čarov Meni v resnici bi bilo veliko bolj zanimivo gledati, kako propada, pač zemlja. Mislim, nek ta pač Children of Men serija. Mislim, tudi tisti nastavki, tisti, kar je bilo vizualno, ko tam stojijo v njih kletkah in čakajo, da se ukrcajo na to ladjo, so me malo spomnili na ta film, pa ne vem, v bistvu to bi mi bilo v resnici veliko bolj zanimivo zagledati, pa tudi dejansko, mislim, kako dva androida vzgajata otroke. Mislim, pač me je bilo to čisto, jaz bi to lahko komod gledala. Če bi le znali destilirati, prav to eno temo, o tem se gremo in to, naprimer. Čeprav ta Destroyer, mislim, taka je že Destroyer. Ja, Nekromancer zelo deluje tako Terminatorevsko, se meni zdi, no, tako na nek način. Čeprav je... Nekromancer, ja, čeprav je reference seveda na Meduzo, ki ima oči, ki ima ta pogled, čeprav ona to kombinira z zvokom. In je tisto mi je bilo, mislim... Neka sirena, ne? Ja, vizualno je pa super, ne? Meni se je to zdelo ful učinkovito. Ko pride na uno ladjo, pa res tam ima tako, kako Američani rečejo, bloodbath. Tisto mi je še vedno najboljša scena, ko ona tja prije, tak tebi ni jasno, kaj bo zdaj, dobili oboje, ne, cap, masakr. Krivd v... Ja, ker do zdaj si je nikoli nisi predstavil, ker vedno je bilo ti poreden fantek, smešno pa to. Če bi ona to lahko uporabila, pa enega otroka tako fentala, tudi ostali ne bi kar tako pomrli, ker ne bi upali. Ja, tisto je bilo meni tudi super, no pa meni je bil všeč, ker mu una čelada glavo speštala, tisto mi je bilo super. Res, sorry. Pač posiljevalcem glave speštala. Sauron čist, ne? Ja, pa res. Zdaj sta mi pa z referenco, sta mi vse pobila. Bom gledal v 4K. Ja, pa tudi še ženskega je, ne? Ja. I'm not a man. Tako je bilo malo tega. Ja, no man. No, skušajo malo tako. Skratka... Igor moj s temi svojimi klasičnimi angleškimi. Lahko upamo, da bo boljša druga sezona. Jaz pa tudi upam, da jih ne bo res 6, no, ker to je pa res domač. Upam, da bo imeli kakšne druge režiserje še, ker pač... Jaz pa pisce. Upam, da bi drugi pisci pristopili noter.
Ja, jaz tudi mislim, da je bolj tam problem. No? Jaz tudi mislim, ja. Vizualno je bilo meni kar lepa. Ja, vizualno bi vse pustilo na miru, mogoče bi barve malo na špono, mene to maka mi gre na žice. Ja, to se strinjam. Edino, kar me zanima, je, kako pogodbo sta morala ta dva igralca, Amanda in Abu Bakr podpisati. Ona dva, tako kot sta oblečena, ona dva ni smeta pojesti enega Twixa ali sneakersa za čas snemanja. In to zdaj, če imaš 6 sezon, predstavljaj si, ona dva morata držati. Mislim, da s tako obleko si jih full easy da v digitalu popravljati. Jaz tudi mislim, da je bolj to, ja. Ne, to bi rad samo omenil, njiju dva bi full mogel pohvaliti zaradi igre pa gibanja. Predvsem, ne vem, če ste bili pozorni na njune gibe, to je težko, to je zelo težko. Predvsem ona ima eno sceno noter, ki se zvija, ko se začne črpati z krvjo, ki je v Rigvert za film zasukan, ampak je prostivno sem se pogovarjal, to je tak contemporary dance varianta in je full dobro, ampak je tak majhen detaljček noter, mislim tak, meni je bilo zelo všeč. Ampak ta njuna, če bi izpostavil od igre, kaj sta prav ona dva, predvsem ona, Mother, odlična. Ne, igra je super, tudi je treba gledati vse te, ki se full hitro premikata, recimo, ko oče teče k mami, ker je ne vem kaj, že leži tam na tleh, so vsi gibi tako, kot da se premišljajo, on se tako premika, tako zelo na pol, tako robotsko in se mi zdi tako zelo fino, no. Ja, še te okorčale. Dad jokes. Ja, to zelo fajn deluje. No, tam je bila kar všeč, da ima dad jokes. Najboljši bi bilo ono, ko tistemu reče, aha, ti si najbolj odrasli med njimi, pridi sem. Mene je bila najboljša tista, ko ne morejo ubiti tega ta stvor, da bi se preživel, ker reče, kao, death is very heavy if you are intelligent. Skratka, ja, Father ima take tudi kakšne nenamerno duhovite. Ne, vse kar on išče. I got a new joke, prav, trudi se, veš. Ja. Tako da, lepo, no, vsej šale bojo preživele tudi na tujih planetih. Jaz mislim, da smo že s tem lahko zelo pomirjeni, no. Še en del kulture, ki mislim, da se bi jo splačal subvencionirati. Ja, jaz tudi mislim. Humor. Tako. Posebej pri nas. A smo hoteli še kaj tle povedati na tej točki, v tej seriji? Skratka, Ana ne bo gledala, razen če jo milo prosimo. Mi trije smo nekako, da bomo gledali celo. No, jaz bi še določil, da če so vam všeč ne samo Ridleyjeve to, kaj nas naredi ljudi, ne, ampak tudi njegovi ateistični pogledi na religijo, si lahko pogledate film tale o Mojzesu, kaj že? Exodus. Gods and Kings. Ki je ful bolj dolgočasen kot ta serija. Zakaj prodajaš ti za flak? Ne, res, mislim, da je nekaj slabših filmov, ampak vizualno mu je malo podobno temu. Zelo te sprane barve, pa Bale kot Mojzes je zabaven. Rečemo to. Ja, jaz bom pa prodal nekaj drugega, ki pa je bolj sci-fi, tema ta Earth 2 serija, ki je bila po eni sezoni zaključena, oziroma skenslana, je pa podobna premisa se je meni zdela, no, skratka človeštvo v prihodnosti se mora izseliti iz zemlje, ker je pač kaput, jih pa spremlja neka bolezen, ki mladi otroci zbolevajo, imenujejo samo pač kot nek sindrom in priletijo na bližnji planet, podobno temu Kepler, bla bla. Ampak je tudi že, so neki domorodci tam, so telepati, tamali ali pa nek mesija, ne, vzpostavi z njimi link, da se lahko med drugim pogovarjajo in imaš potem, ne vem, neke korporativne zarote, pa planet že prej odkrijajo, pa drugi mestniki odkrijajo. Tako da na nekih točkah se zelo povežejo, ampak kaj pa odličje tiste serije napram tele je, da so dosti bolj fokusirani do tega, kako človeštvo skuša preživeti v novem okolju, pa kako kolonijo narediti, ne, zraven teh osebnih razprtij, ljubezni, romanc, bla bla bla, vseeno so 90, ne. Se mi zdi v tem smislu malo bolj fokusirano kot tale, ne, in mi je dober komplement temu, no, če koga zanima. Meni je, jaz sem to spremljal redno, pač tedensko. 90-ih. Earth 2. Ok. Sliši se zelo zanimivo. Pa full hoda zasedba, tam je Tim Curry celo igra noter enega bad guy, ki ga sicer po 4 delih, to nič ne spoilam, ampak po 4 delih ga skenslajo, zato ker pač je zelo enoplasten lika, veš, kaj se samo smeji po Tim Curryjevsko in mislim, da so skužili zelo hitro, ne moramo kaj preveč delati, veš, boljše, da te pospravimo.
In je šel v deri. Skratka, noč to je bilo to, kar smo hoteli povedati o tem. Upam, da vas nismo preveč razočarali, če ste bili navdušeni nad serijo. Zdaj smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, poslušamo. Ana, ti si zapisala kar nekaj zanimivih stvari. Spraševala si me, če mora biti vse žanr. Povedal sem ti, da ni nujno 100%, da je vse žanr. Kaj si torej gledala, berela in poslušala v zadnjem cajtu? Gledala sem zelo veliko kratkih animiranih filmov, ker sem bila v procesu selekcije za festival Animateka. Tako da sem 300 kratkih animiranih filmčkov pogledala. Je rekla ena par. Ne, tako 300 čez palc. Pa festival slovenskega filma je trenutno, kjer sem tudi uspela ujeti 3 dokumentarce, ki so še kar v redu, od Potovanja, o Tomažu Pengovu, Antigona, kaj si upamo. Kak je to? Pa presenetljivo v redu. Nisem tukaj. Skratka, to je ta v tej Žižkovi ideji, interpretaciji Antigona. Tako zelo aktualen film, definitivno. Pa recimo pogledala sem še od Majde Širce Požig, Požigu Narodnega doma v Trstu, ki je pa tako res ful informativen film in da se ga dobiti že na 4DR TV, pa si ga lahko pogledate in res priporočam, ker je super. Pa sem gledala v bistvu še nov film, prvi režijski prvenec Vigga Mortensena, Padati, ki je tudi zdaj v Kinodvoru, ne? Kar v redu, zdaj pride v Kinodvorja, mislim, da je bila v četrtek. Premierna projekcija in tudi ga zelo toplo priporočam, no, mislim, tako, kar fair effort. Viggo Zdome? Ja. Ček, to je nek otroški mladinski film, ali kako? Ne, niti slučajno. Daje vtis plakat. Daje vtis plakat, ja. V bistvu je tako, neke elemente tako Gran Torina ima not. Tako neke, mislim, tako zanimivo, no, kar zanimivo. On je res renaissance man, no. Mislim, slikar, poet, igralec, režiser, Jesus. Jezikoslov. Ja, še to je. Koliko 7 jezikov? Še petalec konjem. What? Man, kaj delamo z lepom, stari? Še pico si zavije v rolo, pa je lahko je, kot smo videli v, pač kaj že, ne Green Mile, kaj že Green Book. Green Book. Ja. Ti ste mene impresioniralo, sorry. Vse, kar to ste naštel, ne, ampak je pico zavil v joint in jo tako jedel, the best. Bi kvečevo rekel, kako se z ruskimi mafici v turški savni tolčejo. Tako da ja, to je bilo, kar se filmov tiče, serija, ki mi je bila nedavno všeč, je bila Sex Education. To mi je bilo res super pogledati. Trenutno pa gledam od Luca Guadagnina na HBO-ju, je serija We Are Who We Are. Pač dogaja se v bistvu na ameriški vojaški bazi, tam nekje blizu Benetk, in je v bistvu neka taka poletna mladinske romance in spoznavanje samih sebe. Tako, mislim, zelo v energiji in atmosferi. Suspirije. Suspirije. Res slišati, kaj se suspirije. Call Me By Your Name, ja. Vedel sem, da je njegov film. Pol pa ja, kaj pa berem? Trenutno berem Rutgerja Bregmana, to je nek nizozemski zgodovinar in pisatelj. Berem Utopija za realiste. To je pač neka knjiga, ki govori o tem, kako bi bilo lahko vse boljš, če bi imeli malo politične volje, da bi stvari spremenili na boljš, se pravi, da bi, mislim, zelo veliko piše o univerzalnem temeljnem dohodku, o skrajšanju delovnega časa in v bistvu pač te teorije podpira z zelo zanimivimi primeri iz zgodovine, ker smo vse te stvari že imeli nekoč oziroma smo jih vsaj stestirali na, ne vem, pač skozi zgodovino najde različne primere teh politik in je zelo zanimivo, no. Mislim, da
Njegove knjige, mislim, da še niso prevedene, ampak bi nujno mogle biti domače branje v šolah, ker se mi zdi, da so to neke ideje, pač, o katerih bi vsi mogli pač veliko več razmišljati in se pač pogovarjati o njih, ker je pač res čas za to. No. Cool. Kaj imaš pa tu neko kletico na koncu GBBO? Aha, dobro, da si me spomnil. Ja, mislim, da mi je takoj v oko padla, ker nisem vedel, kaj to je. To je pa v bistvu The Great British Bake Off. Oh, Jezus, no. A je to, kar domnevam iz naslova, da je? Ker priznam, da nimam pojma. Skratka, ljudje pečejo. Ja, to je najboljša kuharska oddaja na svetu in najboljši antidepresiv na svetu, tako da to je, mislim, meni je to pač popolna oddaja. Tako res, mislim, nekaj, kar me tako vedno spravi v totalno dobro voljo, ne glede na to, kaj se ti dan zgodi. Pač, ko si pogledaš takrat British Bake Off oddajo, je vse spet kul. No, super. Kje pa najdemo to? Mislim, je na TV-ju ali je pač na internetu? Mislim, jaz mislim, da to na Netflixu. Ne, to je, mislim, da ima zdaj Channel 4. Pa na Netflixu je pa samo na ameriškem. Ja. Zelo, ok, no skratka, če kje ujamete še tole Ano spravlja v dobro voljo, kaj je Igorja spravljal v dobro voljo v zadnjih časih, poleg nesreče drugih. Igor, vidim, da imaš skratka zelo najbolj neopevana pa dokumentarec, o katerem se najbolj pogovarjamo zdaj na seznamu, skratka The Social Dilemma. Ja. Je zanimiv, vsekakor je za pogledati, ampak večinoma temelji na ljudeh, ki so imeli ključne vloge pri razvoju družbenih omrežij in teh stvari in razlagajo, kakšni idioti so bili. Ne? Nimajo toliko samo refleksije, da bi ugotovili, da so še vedno idioti. Imajo toliko, da ugotovijo, da so včasih delali napake, ampak še vedno govorijo bedarije. Kot recimo, eden od njih, ki mislim, da je monetizacijo na Facebooku razvijal, ima zdaj idejo, da ko pride nov izum, bi se ljudje morali spraševati, ampak drugi izumi niso bili toliko revolucionarni. Recimo, in prav to konkreten primer, da ko so prišla kolesa, se noben ni zbunil zaradi tega, je bilo to cool, kot nekaj naravnega. Tak, ne, for fuck's sake, ljudi so ubili, ker so bili na biciklih, ker so mislili, da so hudiči. Ženskem pol niso pustili na bicikle, ko so jih že sprejeli. Bicikli so bili a big fucking deal družbeno. Tudi pred avti so pol hodili ljudje za stavami, da so stvari ljudi pa... No, in te ljudje pač enostavno so mnenja, da oni vse vejo. In tako so bili mnenja, da vse vejo, ko so pomagali izumiti Facebook, oziroma to, kako danes deluje, zelo dobro pokaže, da še danes nimajo tri čiste. Jasno jim je, da so takrat zajebali stvari. Ne? Recimo oni, ki reče, ko so like gumb dodali na Facebook, da se jim je zdelo, dajmo osrečiti ljudi, pa tak, for fuck's sake, nisi znal predvideti tega, da bojo najstniki padli v depresijo, če ne bojo imeli dovolj lajkov. Ne! In še zdaj mi je to čisti šok. Ne? Prav polno je tega sranja. Hkrati pa je zraven še igrano, kjer je določeni deli delujejo, določeni deli so pa čistak didaktični, da je kar pa zelo lušno deluje, pa je tak nek control room, ki malo spominja na film Inside Out, kjer so not 3 ljudje, ki se menijo, kak v bistvu so... recimo social network, kako onega šopa, kako ga probati engagati, za koliko njegove odzive prodati. Ilustracija algoritma. Ne? Ja, in Vincent Kartheiser odigra in tiste briljant. Drugač pa ful boljše in malenkost manj didaktično celotno zadevo predstavi igrani film Men, Women and Children, ki ga je naredil tip, ki je naredil Juno. Pa igra Adam Sandler not med drugim, ampak v redu je. Tisti film je kar ok, ampak je tudi zelo, zelo didaktičen. Tak prav greš skozi čist vse primere,
kaj je možno, kaj lahko zajebeš kot starš, ki ima najstnika, ki je na social networks. In mislim, da bi ga vsak starš moral videti, pa tale film vseeno tudi. Jaz sem tudi pogledal tole, pa nimam kaj za dodati. Edino tole bom rekel, ta zadnji Šalehar je v Toplovod na Val 202 je imel to debato, oziroma skušal se okrog tega pogovarjati, pa en IT-ovc noter poklical. Pa prvo rekel, se mi vemo, da smo zajebali. Mi vemo, ampak problem je, da inženirje tega ne bojo rešili. To je tudi problem tehle, ki tam razlagajo. Mi je pa smešno, kako je on tale klicatelj v Toplovod potem povedal, mi smo zajebali, ampak zdaj pa morajo rešiti filozofi pa umetniki. Pa spet tak, ne, let's not, ker to tudi ni odgovor, veš. To tudi ni odgovor. Ja. Je zanimiv, vsekakor pa menim, da se moramo od teh stvarih ful več pogovarjati kot družba, da ne moramo kar sprejeti tega. Še en ful lušen moment je, ko tako en razlaga, kako se je zavedal tega, da je to ful problem, na Google je delal in potem je naredil prezentacijo in jo je dal vsem sodelavcem poslal in tak, Jerry Maguire mač? In potem je bilo tako, vsi so bili in so bili. In to bi se samo pokaže, koliko pač je Jerry Maguire bolj realistično. On tam naredi prezentacijo in si reče, stari. Meni je zanimivo en stavk, ki ga je glih ta Rutger Bregman v Utopiji za realiste zapiše, da se res ne zavedamo, da se danes v bistvu najbolj inteligentni znanstveniki, pač matematiki, fiziki in tako naprej naše dobe pač ukvarjajo s tem, kako narediti nek gumb na Facebooku, ne. In da to res ni okej. Ja, zato je. Verjetno res ne. Jaz mislim, da prednost tega dokumentarca kljub svojim didaktičnim slabostom, ali pa kakorkoli, ne, je pač mogoče nekdo, ki ni toliko izpostavljen tem temam, ne, da se malo ozavesti vsaj okrog tega. Ne. Ja. Gledati sem začel še dve zadevi. Ena je na Netflixu, nemška najstniška drama Biohackers, kjer so na faksu, kjer Biohacker. Ja, mislim, zelo je sili, vse skupaj pa ful je tak zarota. Ta glavna junakinja so njeni starši umrli v neki prometni nesreči, ker so nekaj vedeli in ona zdaj v bistvu je šla študirati k profesorci, ki je bila odgovorna za to njihovo smrt ali whatever. In manjše hkrati pa ful žurajo in se drogirajo z raznimi dizajner drogami in je hecno, ampak je tak, da lahko bereš poleg ali pa likaš ali pa karkoli, tak ful nič. Ko po 10 minutah ugotoviš, kaj bo tema, potem veš približno, kako jo bo razvili, vmes bo par zabavnih stvari in pol je pač 40 minut minut. Vse smo na tej točki zgodovine, kjer Nemci jemljajo droge in so hecni, medtem ko mi beremo, pa se delamo, da nič ne vidimo. Skratka, ampak ne sam Nemci se bojim. To smo delili sicer na naših teh omrežjih, pa to, ampak ti že s prikolce ni izgledalo, kot da je ne vem kaj. Ne. Prikolca je slabša. Sem dostkrat ugotovil, da za evropske stvari so trailerji za nič. In izgledajo stvari bistveno slabše, kot pol dejanski film. Ali pa serija. Kaj pa je to Upload? Upload pa je serija na Amazonu, kjer pač je neko posmrtno življenje. Ampak v bistvu človek, ko je tik na tem, da umre, ga njegovo glavo priklopijo, to, kako pridejo do glave, je ful smešno, pa nem spojilo, v neko VR zadevo, kjer potem lahko še naprej živi, ampak je vse monetizirano. Zdaj, tale je v bistvu v razmerju, glavni junak je v razmerju z eno punco in on ne bi čist mogoče več, ona pa, in potem ga ona prepriča, da se prek njenega akaunta on priklopi, kar pomeni, da on dejansko nima passworda in potem, ko tam hočeš določene stvari, dodatke kupiti in app purchases, on ne more in je prisiljen samo z onimi free stvarmi handlati. Baš fulerih takih, zelo na to realno varianto iz gaminga sodobnega. Avtor serije, zdaj sem pozabil ime, je pa tip, ki je naredil Parks and Rec. Tako da imaš tak pristop k humorju in je lušno.
po prvem delu sodeč, pa še neka zarota je dalje, pa kaj te zvem. Je pa nadaljevanka, ni serija, pa mislim, da je samo ena sezona, da je to vse. Tako da, zgleda lušno. Mito. Jaz berem Lovecraft Country. Lovecraft Country, še naslova. Na polovici sem tako, da ne bom kaj preveč povedal, berem zato, da za eno od naslednjih epizod, ko jo imamo. Koliko se ti pa zdi, tako na hitro primerjava, serija? V redu. Mislim, koliko zdaj lahko primerjam, se mi zdi, da so pravilne odločitve v seriji obrali za ekranizacijo, v knjigi štima, pač kako štima. Stil mi je malo suhoparno, samo to, tako, kako bi temu rekel, American Midwest Workshop Writing, evo, tako sem izrazil. Nič ekstra. Čaj, kak je že bilo v Černobilu? Not great, not terrible. Pač to. Pa, ker imam nemški Amazon Prime, zdaj je druga faza džabe šlepanja na Amazon, sem probal pogledati Shin Godzilla v nemščini. No, uspešno sicer, ker pač mein Deutsch sem v bistvu nerustih. Kaj pa podnapisi, ni nobenih? Ne, nemški Amazon ima, ker ima toliko teh prevodov, ne, oziroma prevodov. Sinhronizacija. Ja, to, ja. Ne, oni ne šlivijo podnapisov. Sploh ni podnapisov. Ful zadev ne. Ker naprimer, ko smo imeli prejšnjo epizodo animeja, ne, in najdem potem tiste moje otroške animeje, pa dam gor, pa gledam, the best, to sem jaz se gledal, ampak vse v nemščini brez podnapisov, tako se kar mučiš malo zraven, še posebej, če si tak malo rustih z nemščino kot jaz. Tako to pa vse. To se spomnim, ko sem bil enkrat v Avstriji, pa malo hočeri sem gledati, dam Netflix, pa vse v nemščini enkrat. Pa samo zato, ker smo se nahajali, tam še vedno smo v slovenski akaunt, samo tak, Maša in Medved imajo, to je novo, ne, ker pri nas ni Maša in Medved, in Maša govori sem rusko, ne, mislim rusko, ne, nemško, vse rusko. Tako da ja. Ne, to me je prijetno presenetilo, ker ful animejo, ne, na tem nemškem Amazonu preko Prima, ampak moraš res brskati, da dobiš vsaj spod napisano, da te malo lažje spremljati. Prosim, mislim, da se celo ogrel za Red Sonja, ampak Schwarzeneggera v nemščini prevedenega, razumeš, ne, sinhroniziranega Schwarzeneggera, to je kar hardcore. Mislim, kot najstnik mi je to šlo zdaj, ne. Se Red Sonja, mislim, da je tudi na Netflixu. Ne, mislim, da ne. Ali pa nisem gledal, no. Ne vnašam Schwarzeneggera redno mesečno noter v Netflix. Mogoče bi moral začeti. Maybe, ja. No, skratka, z Igorjem sva pogledala še en film, ki ga Igor ni omenil, če sem jaz na vrsti. The New Mutants sva pogledala, meni je bil tako, kar, mislim, ni bil slab, ni pa bil neki, kar bi kadarkoli v life ogledal še enkrat. Arja je bila v redu, to je bolj manj to. Kako se tebi zdel? Ti si zelo dobro povzel takrat, da ja, vse kratek je. Ja, je pa res uro pa pol je, ne? To zelo hitro mine. Ful bi me zanimalo tu nadaljevanje te zgodbe, ki jo zastavijo, je pa to, se vidi, da je mišljeno kot prvo poglavje, kjer bežno spoznamo nekak in se oni še lovijo in še niso to, kar bi naj postali. Kul mi je bilo, da imajo te Native American mitologije, da so upletli, je pa malo clumsy, pa večino filma laufa gor pa dol brez nekega, po bajti brez neke logike. Pa tale v redu igra iz Witch. Kaj že? Ja, ta z nenavadnim imenom, ja, spet sem Anya Taylor-Joy. Tako je, ja. Ja, medtem ko je uni z Stranger Things, imam nek čuden ta južni naglas, da se sam meni zdel, da mu ni rato, ne vem, odkud ne je bil. Ja, precej tako je. No, pač zgleda tako, kot je en pač fant, v katerega se lahko zaljubi mlada najstnica, no, to pa je eno. Pa tisti Kurt Cobain s rajci skozi in tako. Pa z lasmi, ki ima enako frizuro, ima in vse tako da. V resnici je Kurt Cobain, ja, zakaj sploh? Čakaj, zdaj boš prišel do glih toliko smo ciklična družba, da boš prišel do revivala Nirvane. Ja, mogoče. Opazil sem na zadnji, samo hitra intermezzo, poslušal sem novo plato od Idlesov in tam je noter par tak težkih rip-offov sounda Nirvane iz In Utero, da sem pravi, to pa kar malo grdo, pa nesramno. Pa imam rad Idlese, ne, ampak ta plata mi je bilo tako, ne, da biš. Ampak pol sem se pa začel vprašati, a smo že tam? Ko zdaj po 80-ih imamo 90s revival? Ja, valjda. Vem, ampak mislim, gled, Jamon nikoli nisi očital, da so Hendrixa rip-offali. Komu?
Jamom, recimo. Ja, vseeno je toliko Black Sabbath. Vseeno so z istega mesta. Vseeno je toliko Black Sabbatha noter v Mike McCready igranju, da težko rečem, da je zgolj Jimmy. No. But we can continue that in another day. Ja. Skratka, pogledal sem še, nadaljeval sem z DC vesoljem, Suicide Squad, mislim, da sem tudi na Letterboxdu napisal, da pač da ni tok slab film, je pa totalno pač zmeden. Še bolj kot Batman pa Superman pač tle. Je ta film res sem, da spoznamo neke like, pa da si rečemo, v redu so in to je to, v resnici. No, tako. Zgodba pač nima nekega smisla, poante, smeri, ničesar v resnici. No. Pa pač Harley Quinn je najboljša in to je bolj ali manj to. Tudi Joker ni bil tok ful slab, čeprav meni se tudi ni tok dopadal. No, plus daleč najboljša vloga Jaya Courtneya. On je vedno čisto annoying, tukaj pa kot boomerang, je tam. Ne moti me, da je tam. No, meni tudi doseže kariero. Meni tudi ne moti, če ga ne bilo, ampak pustimo to. Skratka, to sem pogledal, zadnjič sem pozabil že omenil, da sem pogledal seveda Star Wars, Clone Wars od Tartakovskega, kar je pač posebna štorija. Se mi je čisto dopadlo, vizualno je zelo, pač ful lepši tudi od Clone Warsov. Zgodba pa mu pač manjka, oziroma zmanjka mu, ker je pač tudi tako precej bil nasilno prekinjen, ker pač niso bili zadovoljni, kaj je že bila neka poanta. Hitro so ga odrezali. Ja, skratka, ampak vizualno je to spet pač po njegovo. Tudi Primal se je začel, sem pogledal za 6. del in je spet tudi vizualno blazno lep. Sem pa 2 dni nazaj, mislim, da pogledal Pandemic Special South Parka. Skratka, zdaj, ko nas bo spet zaprli, če bi se radi smejali razmeram, pač pogledajte South Park. A je še vedno smešen? Ja, ima par ene stvari. Ja. Ene stvari so bile čist smešne, pa čistko družbeno-politično relevantne, ene so bile pa pač sam absurdne in South Parkovske. To je to. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 60. epizoda, okrogla epizoda. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Ana, koljejo se skozi Šturm, čakaj, ima Mito Luknje Gegič, Igor Subplot Harp in Aljoša Leteča Jegulja Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli v Kinu Bežigrad, našem najljubšem kinu, ki vas te dni še vedno varno gosti. Se veste, #gremo v kino. Pojdite kaj gledati, pojdite vašo najljubšo lokalno kinodvorano, Multiplex, podprite ga z ogledom kakšnega filma, pri tem pa se seveda čuvajte. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nanj preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte na kakšno oceno na iTunesi, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega, med drugim imate gor Filmflow, in če boste v naslednjih dneh dokončno obupali nad človeštvom in se preselili na drug planet, vzemite nas s sabo. Če ne osebno, si naložite vse naše epizode, ne preživimo le od hrane in tekočine, temveč tudi zaradi kulture. Podcast Obot je osnovna potrebščina za življenje. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo podcast s K-jem, enako na Instagramu. Tja delimo rajcerje, prikolce, žanrske novice, druge zanimivosti. Tja lahko smerite vprašanja, pripombe, komentarje, fanfiction zgodbe o spolnih dogodivščinah z roboti in drugimi zanimivimi biti, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila okrogla 60. epizoda. Če bo šlo vse po sreči in bomo našli čas, da do takrat pogledamo vse, kar moramo, se vrnemo spet naslednji teden, 20. oktobra, s prvo epizodo dvodelnega Halloween speciala, ki bo prva epizoda posvečena antologijski seriji The Haunting of, stavi ime hiše. Držite pesti, da rata. Vsi skupaj pa bomo držali pesti, da ukrotimo tale virus. Ljudje, bodite ljudine, nosite maske, zdržujte razdaljo, zdržujte se prevelikih množic, razkužujte roke in počnite vse, da zaščitite sebe in svoje bližnje ter javno zdravje. Obodovke in obodovci, se poslušamo znova čez en teden. Hvala.